nasvet imam, pa mogoče ne samo za te, ampak tudi za vse ostale. Ko smo šli v Južno Etiopijo, tam je ogromno ljudstva, vsak dan smo šli k enemu drugemu in so vsi taki še zelo v praskupnosti, goli, v slamnatih kočah, ampak tu hodijo pa turisti okrog, in oni so navajeni, da jih vsi fotografirajo. Pa smo tu dve vasi šli, pa so takoj vsi navalili, pa da jim je fotkat in pol plačajo, pač 10 centov ali pa 20 ali pa 1 evro. Pa smo pa rekli, zdaj, ko pridemo v naslednjo vas, dajmo fotoaparate lepo v torbo. Pa se kar tako malo sprehajamo, pa se malo pogovarjamo z njim. In so bili šokirani. Kakšni muzeuti pa so zdaj to, ki ne fotografirajo. In so totalno spremenili svoj odnos do nas in to zelo priporočam vsem. Da ne potegneš takoj fotoaparat, da te se mi postavi pa tako naprej. No, se to je ta moment, da ti nisi lovilec nekih trenutkov, da se boš potem nekje boš povedal, kako je bilo pa to kazal, ampak da si tam res, da začutiš kraj, začutiš ljudi in da jim daš priložnost, da se sprostijo, da pride do tega stika medčloveškega, ker če imaš ti kamero vmes, je že avtomatsko neka bariera, če si pa ti s človekom iz oči v oči, je pa kar naenkrat druga energija in to se pozna. Jaz ves čas tako potujem, da sem v bistvu, poskušam biti čim več v stiku z domačini, tudi z njimi debatiramo samo kočem. Če je le možno zaradi jezika, to je ta boljši del globalizacije, da so se zdaj ljudje tudi naučili jezik, da ni več samo, da se pač govorijo angleško in tako, pa francosko. Drugač pa ta globalizacija meni v resnici ni blizu. Jaz zelo težko gledam te turiste, ki navalijo na domačine, pa se pa Masaji tam delajo cel šov za njih, ni ta feeling ta prav, si reče, nekaj ne štima, ni več te avtentičnosti. In to je posledica globalizacije. Spomnim se, da ena moja sopotnica, tako malo starejša, pa tako zelo standardnega življenja navajena, je tam v Etiopiji tudi spraševala, pač sem se pogovarjala z enim mulcem iz ene vasi, ki znal nekaj angleško, pa rekla med drugim, ampak ste pa bogi reveži, pa res revni tukaj. On gleda, kako? V kakšnem smislu sem pa jaz reven, bajto imam, sicer je bila narejena iz slame, pa bi jo lahko postavil v 5 minutah, hrano ima, obleko ima, sicer je majica, ima več lukenj kot pa tkanine, ampak on ni reven, sem imel vsi isto kot on. Zakaj pa zdaj on reven, kar naenkrat? Ja, saj dejansko so rekli, da nekateri poznavalci, tudi antropologi, da so se ti nasmehi Afričanov, ki so včasih živeli, so bili prepričani v to, da so srečni s tem, kar imajo, in zdaj pa, ko vidijo, da pač imajo nekje druge po svetu drugač in več, jih pa to frustrira. Dejansko se je nasmeh zabrisal ravno zaradi tega, ker nastavljamo neko ogledalo ljudem, ki so čisto dobro živeli. In ti vidiš, da zahodni človek ima mogoče več materialnih dobrin, ampak hkrati je pa manj zadovoljnih pa srečnih otrok, zato ker ni tistih pristnih stikov, ker ni te komune, ker ni tega občutka varnosti, to, kar recimo v teh avtohtonih plemenih pa kulturah še vedno prisotno, ta neka solidarnost, da si pomagajo, da nihče nikoli so osamljen. Ta individualizem zahodnega človeka je neka rana. Z drugi strani pa predvsem v prednji pa srednji Aziji je pa spolnost. Oni gledajo naše filme, ameriške predvsem. Tam vsaka ženska gre ta prva ali pa najkasneje ta drugi večer spat z nekom. Oni morajo pa do poroke, ni šans, da bo kakšna ženska od bliz videl. In zdaj ne vejo, kaj bi naredili. Zdaj recimo mi, enkrat smo šli, večkrat smo šli z avtom, s kombijem v Indijo, pa smo se ustavljali po vse sorte krajih. Prvo vprašanje, ki so imeli zmeri, a res to, kar je tam v filmih? In če smo imeli mi punce, sabo so pogruntali, kako bi oni zdaj prišli do tega, kar so videli v filmih. In potem sem delal, če se spomniš, kdaj je zdaj že v 10 let bo kmalu od tega, ko so začeli izgnanci iz Sirije prihajati k nam. In potem so tam v Münchnu, ki je bilo, so navalili na ženske in jih začeli utipavati in tako naprej, so bili pričani, da je to normalen način funkcioniranja. Tako je v filmu, pa mora biti res. Ja, točno tako. Ja, to so ti vplivi na ljudi, ki niso na to, ali pa narodi, ki niso na to pripravljeni in dejansko je bil to določen tudi šok, ta transakcija, v bistvu odnosi, včasih so bili drugačni odnosi, zdaj so pa ta žal pregovor denar človeka pokvar ima kar zelo veliko realnih osnov, ko gledamo cel svet.
In Hollywood in tako naprej, ne, in kup tega. Ja. Jaz tudi vse čas govorim, da sodobna civilizacija se bo zlomila, tako kot se je še vsaka do zdaj na točki dekadence, ne? Ko pride preveč vsega, ta razvrat še ni nobenemu koristil v resnici. Ne? Tako da dajva biti optimista, da so dobri ljudje, da bo kritična masa teh zadosti velika, če se povezujemo in če jih tudi obiskujemo. Ne? Oni tako radi vidijo tudi v bistvu, da pride tudi bel človek, ki ni samo škodljiv za njih. Ne? To je tudi za njih na nek način spet sprejemanje. In na svet, ko prijete kamorkoli, najprej vzpostavite prijateljski stik, potem šele izvlečite vaš telefon ali pa fotoaparat. Tako. Jerca, hvala lepa še enkrat za tvoj obisk. Tudi tebi. In hvala vsem, ki ste nas gledali. Lepo se imejte do prihodnjič in adijo. Evo.